Zaključili smo letošnjo delavnico v okviru Komisije za kulturo pri ZDUS-u in sicer izdelava voščilnic, predstavitev novih tehnik in kaj lahko naredimo takrat, ko imamo ali starostnike ali pa otroke. Torej letos je bilo nekaj tudi zelo preprostih voščilnic. Te bomo poskusili pokazati sedaj. Torej, to so letošnje voščilnice. So bile voščilnice v znaku novoletne jelke, božičnih drevesc. Dve preprosti tehniki sta tukaj. Uporabili smo blazinice in gobice in z njimi osenčili tisto, kar smo pač si naredili. V tem primeru smo imeli preprosto drevesce s čopičem in barvami, ki so primerne otrokom, starostnikom in nam vsem. Torej, to niso akrilne barve, ampak vodne barve. S pomočjo čopiča, svinčnika ali česarkoli okroglega napikamo, porišemo notranjost našega modela. Če imamo to smrečico, potem nastane smrečica. Nalepimo jo na osnovo. Navadno je to osnova 11x15 cm. Seveda bi bila zelo enostavna ta voščilnica, če jo ne bi okrasili. Zanjo smo uporabili izsekovalnike papirja, po domače jim rečemo štance, in tako pripravili zvezdice, snežinke. Še eno tehniko smo uporabili na tej voščilnici, to je tehnika odtisov. S štampilkami, ki jih otroci zelo dobro poznajo, smo zapolnili prostor, ki bi bil sicer prazen. To se pa v drugačni tehniki vidi tudi na tej voščilnici, ki pa smo jo štampilkami zapolnili v notranjosti. Lahko dodamo še bleščice ali napise in zelo preprosta voščilnica. Posebno takrat, ko moramo v društvu izdelati zelo veliko voščilnic, je ta zelo primerna. Pokažemo vam še eno zelo preprosto voščilnico, ki jih lahko naredimo tudi v zelo velikem številu. Potrebujemo izsekovalnike. Potem pa razmislimo o tem, kako velike elemente imamo, ki jih bomo sestavili. Če so zelo veliki, se odločimo za sistem 3-2-1. Če so ti elementi manjši, začnemo s 4, nadaljujemo s 3, 2 in 1. Dodamo steblo, pod njim steblo smrečice, pod njim lahko odtisnemo ali pustimo tudi darila in pa seveda napis. Tudi ta je primerna za otroke, za starejše in za veliko uporabo. Drugi sklop, ki smo si ga danes ogledali, so pa bili okraski, bunkice, ki jih dajemo na novoletno jelko. Te pa imamo že pripravljene. Zanimivost teh je, da imamo eno od teh bunkic, kot jim rečemo, odrezano malce drugače in nam pričara nek drug pogled. Da pa ne obstanejo kar nekje v zraku, si izmislimo silikonsko štampilko,
ki jo pomočimo v blazinico. Te smo včasih zelo dobro poznali, pa so bile črne. Odtisnemo našo vejo, pa ne naravnost, tako bolj po strani, tako bolj resnično. In nanjo obesimo naše bunkice. Pazimo na to, da ne razmažemo odtisa, ki smo ga naredili, in bunkice so pripravljene, da odidejo in odnesejo s seboj lepe želje. Če pa teh odtisov oziroma izsekovalnikov nimamo, si zelo preprosto pomagamo z rolico WC papirja. Namočimo jo v pripravljeno barvo in napravimo odtis. Včasih nam ta tudi ne uspe v celoti, pa vendar poskušamo. Če ne enkrat, gre pa drugič. Zopet pripravimo 2 bunkici, lahko tudi tako, kot je bila prejšnja. Si malo pomagamo, popravimo. Te bunkice pa, kot jim rečemo, pa potem tudi malo osenčimo. Paziti moramo, kako si zamislimo, z katere strani pada svetloba. Naša bo padala od desne proti levi. In potem vajo z našo vejo ponovimo in bunkice obesimo. Lahko jim napravimo tudi pentljo, če pa ne gre drugače, pa pentljo preprosto narišemo. In tako smo dobili tudi eno izmed zelo preprostih, vendar naših voščilnic. Ker smo rekli, da so današnje voščilnice namenjene predvsem vzorcem smrečic, bom pokazala še eno, ki jo sicer najdemo tudi na spletu, vendar pa takole za hitro uporabo bomo jo pripravili, naredili in jo tako tudi imeli. Zato uporabljamo papir kvadrat, kakršnekoli dimenzije. 15x15, kakršen je naš, je zelo velik, vendar pa bo izdelava vidnejša. Drugače pa uporabljam papir velikosti 10x10, najprimernejši pa je 12x12. Kajti tole je priprava smrečice, ki jo bomo dali na eno izmed voščilnic. Pa poglejmo, kako jo preprosto in hitro naredimo. Otroci tule zelo dobro poznajo, oni znajo izdelovati tako rakete kot letala. Mi odrasli pa zato potrebujemo malo več časa. Glede na to, da uporabimo tako zgornji del smrečice kot njeno steblo, je zelo dobro, da je ta papir dvobarvni, torej dvostranski, kajti efekt je pri tem večji. Pazimo na ta rob. Včasih naše roke tudi ne služijo več tako, kot je treba, pa vendar. Obrnemo in zapognemo potem še enkrat. Po
principu, kot ga vidite. Če nam ne gre, potem si lahko svoj video tudi ustavimo in ga še enkrat pogledamo. Zelo pomembno pa je, da sedaj spodnji del zapognemo na tega, ki ima ta dva zavihka. Mnogokrat se nam zgodi, da se zmotimo, potem pač stvar popravimo in jo zgibamo tako, kot mora biti. Tule moramo biti kar pozorni, da so vogali ali da so centimetri, milimetri prav, kajti ko obrnemo, se velikokrat pokaže, da smo morda malce zašli s poti. In tole je naša smažečica. Pogledamo, če slučajno ne stoji po strani, jo zamaknemo, primemo v roke. Škarje ali karkoli in robove pogladimo. In naša smarečica je pripravljena, da jo prilepimo na osnovo. Seveda pa tisto, kar nam se dviguje, tudi z lepilom prilepimo, da je potem stvar izgleda tako, kot more. Da ima likovno, tehnično in estetsko zadostitev. Če smo vas prepričali, da se da, da zmoremo mi, potem zmorete tudi vi. Uživajte v tem. Mnogo gospa nam pravi, da so padle noter, torej morda boste v svet ustvarjanja padli tudi vi. Uživajte in naj vam bo lepo.